Vsak človek nosi v sebi zgodbe, ki jih oblikujejo čas, prostor in doživetja. V tokratni epizodi oddaje Pogled nazaj bomo prisluhnili življenjskim izkušnjam starejših občanov, ki so odraščali v povsem drugačnem svetu. Svetu, kjer so bile vrednote jasne, otroške igre preproste, a polne domišljije, delo pa pogosto zahtevnejše, a hkrati globoko povezovalno. Kako so preživljali otroštvo in mladost? Kako so se njihova življenja spreminjala skozi desetletja, katere običaje in tradicije so ohranjali in kateri so sčasoma utonili v pozabo. V pogovoru s 3 sogovorniki iz Centra starejših DEOS Koper bomo obujali spomine na preteklost in raziskovali, kaj iz njihovih zgodb lahko vzamemo za prihodnost. Zanima me, kako ste preživljali otroštvo, kakšne igre ste se igrali? Prvič, tudi če poslušam, smo si podobne igre igrali, skrivalnice, ampak pomembno je to, da naša otroštva so bila zelo kratka, ker čim si zmogel, si že moral biti koristen. Moja vas, jaz sem z Breginskega kota, moja vas je bila majhna in smo imeli tam po cesti. Cesta je šla skozi vas in tam smo se zbirali, lovili skrivalnice in podobno. Pa imate lepe spomine na otroštvo? Ja, kaj bi rekla? Če primerjam takšne, ko imajo sedaj, najbrž ne bi rekla, da so bile lepa otroštva, ampak mlad človek je brezskrben in je vse lepo takrat in novo. Kako sem preživljal otroštvo? Lačan, nikoli sit in delaven. To je bilo vse moje otroštvo. Kako smo živeli, kako smo igrali. In kamenček tam daleč, 10 metrov, in smo picali. Kdo je večkrat zadev, tiste je zmagal. En knof, kaj tako. Včasih je tudi za košček kruha. To je bilo moje otroštvo. Smo se igrali, kar je prišlo. Tako, nismo imeli igrač. Moja familija je še imela igrače, ki se je naša mama hodila v Koper pa v Trst, pa nam je prinesla igrače. A drugače smo revno živeli. Ja. Takrat smo vsi bolj revno živeli, ne? Kako se je potem vaše življenje spreminjalo skozi desetletja? Skozi desetletja, ko vojna bila vmes, vojni čas. Jaz se še spomnim 41. leta, ko je napad na Jugoslavijo, ko smo slišali v oddaljavi grmenje. Tisti dan je bilo tako temno nebo, ker naša dolina je obrnjena vzhod-zahod, ne, in tako se spomnim zaskrbljenosti. Spreminjalo se je, pol sem se študirala sem pravzaprav gimnazijo sem naredila, višje in visoko pa ob delu. No, ta vojna, jaz sem 28-letnik. To je zadnji letnik, ki so ga lahko sovražniki uporabljali ali pa partizani. Eden je cukor drugega, une se bado, une pobeljen. Tako da sem poskušal ene in druge. Del vojne sem poskušal pri partizanih, bežal sem pa pred Nemci in tako dalje. Kruha pa zmej manjkalo. Moje otroštvo bilo tako, da sem bil zmej lačen. To. Je pa tudi, ne vem, če spada zraven. Sem bil tako lačen, da sem bil premažje padal na tla. Toplo, puh od ljudi, ki pride. Lačen, ki mama nas je pozvala vseh maši, samo da ni imela kaj jesti do 2. In sem padal, in to mi je ostalo v spominu in vedno sem imel vsak, da bom padal v cerkvi na tla.
lačen, skozi lačen. Mama je docila, te kruhec in to je bilo. Jaz sem vedel točno, kdaj moram jesti, kdaj ne moram jesti. Tisto, ki nisem bil zjutraj, sem vedel. To je bilo moje otroštvo. Pa delovno. Pojde po drva, pojde ti si najstarejši, si edini sin, moški, 4 sestre, vse mlajše od jaz. In to je bilo vse. Kakšne vrednote pa so bile v tistem času za vas najbolj pomembne? To vprašanje sem čakala. Ja. Torej, dejstvo je bilo, da je bila krščanska vera takrat zelo močna in so bile krščanske vrednote. Potrpežljivost, ubogljivost, skromnost in podobne. Najbolj je pa bogaboječnost. Ta je bila osnovna, bati se Boga. In to vse do vojnega časa, potem so se stvari spremenile, ne. Ampak te vrednote so bile. Žena je mogla biti možu pokorna, kakor cerkev Bogu in tako. To je bil čas. Posebno bogaboječnost, bati se Boga, to je bilo osnovno. Recimo je umrl človek, bil je dober in bogaboječ mož, ne, to je največ, kar lahko o njem so rekli. Beseda je veljala, beseda bila zakon, takrat. Ne pa flip, kot zdaj. Danes imajo več, kot smo imeli v tistih časih. Ene imajo več, ene imajo manj. Večinoma imajo vsi več. Ja, mi smo bili bolj revni. Pa se spomnite kakšnih posebnih tradicij, običajev, ki so danes mogoče izginili? Ne vem, zdaj recimo pred prazniki smo kadili po prostorih, potem rože smo na žerjavcu dali, nesli, pa škropili, blagoslavljali in tako. Kakšnih posebnih tradicij ni bilo. To kot povsod, pusten malo in tako. Velika noč se je praznovala močno. Takrat se je peklo kruh, potice in podobno. Pred vojnem času, ne. Po vojni se je marsikaj zelo spremenilo. Kako ste pa kakšne praznike preživljali ali pa druge posebne dni, mogoče Božič, kako je? Ja, praznovalo se je te praznike, ja. Malo boljšo hrano in dali poudarka. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo 43. leta, smo šli na polnočnici, sicer bila ob 10. uri. In se spomnim, poledica je bila kot pravljici in pol je nekdo, in smo svetilko osvetlili, mi je ostal spomin na tiste prizore. Drevje je bilo kot iz pravljice. Priprava na praznik, drva mame nositi, ki je bilo zmes, smo bili zdaj, ki smo bili reveži, mi smo jih gozdili, ne. Drva pomest pred hišo, za hišo in tako dalje. Tu. Potem pa je pa še praznik, sobota, to je bilo, kam bomo šli plesati kaj, ali pa gledati ples, ali pa poslušati muziko. To je bilo to. Nedeljek je bil prt na mizi, delovniki, ne. Nedeljek je bil prt na mizi, bil prt vsako, če je bil pa večji praznik in če je bila večja misa, ki je bila dodana še kakšna karjola zraven. Pravi karjola, ker smo imeli eno miso. Potem je bil mama dala večji prt zlikan. To je bila ta tradicija. In tu smo mi ubogi ljudje spoštovali. Jaz sem pa imel zmej dom v nekaj, Sveti Tomaž. Jaz sem hodil v šolo, moji šolci so imeli pa brate, starejše brate. In tu je vplivalo pa na nas, da smo bili malo bolj napredni, kar se tiče znanja,
politike, hoteli take, kakršna je bila. In smo bili malo bolj v tem smislu napredni. Malo bolj. Zaradi tega sem tudi več znal o veri. Mlade fante, 18 let, sem imel 13, 14, 12 in so nas napumpali. Ne, smo napovedali. On je povedal, da kaj je rekel njegov brat, on je povedal, da je ta brat, da so bile pa neki ljudje. In tu smo v tem duhu, v tem smislu smo bili malo bolj napredni. Ne bi rekel politično, tudi gospodarsko, ampak politično še ne. No, to je bilo to. Zato pa je prišel moment, da eno nedeljo, kako se neko peš, sem pa vnoter v nezavest. So me nesli ven in zapodili, da ne vem kaj pojesti. Drugačni kot zdaj. Ja. V nedeljah smo se zbrali, smo hodili skupinsko na ples. Kamor je bil ples? Bilo, ker vas je bila šagra, tam smo šli. Skupinsko smo šli, skupinsko smo prišli nazaj. So pa sestre prišle. Sestre so prišle, malo so pomagale, da skuhati in vse tako. In prinesla so, da smo skupaj vsi jedli. Kakšni v vašem kraju so bili kakšni pomembni dogodki v zgodovini? Se spominjate? Jaz se spomnim med vojno, recimo zanimivo je bilo do 43. leta do kapitulacije Italije, so bili orožniki, karabinjerji in so bili močno povezani z ljudmi. Tako. In to, ko je prišlo 42. partizansko gibanje, nobeden ni vedel nič. Ko je bila kapitulacija Italije, tisti dan prišli pred orožniško postajo, zastavo slovensko, pa imitacije narodne noše in tako. Oni so nas samo gledali. Ne, to je bilo tako zanimivo. Ja, nekaj časa sem bil, 10 let predtem sem bil še zmeraj kot borec, potem sem bil kot Jugoslovanska ljudska armada, 1. maja. Ne? In trenutno smo se skupaj mešali te, kako bi rekel, razne debate, pa to je bilo interesantna ta zadeva. Ja. Recimo, če si rekel nekaj, je bilo vprašanje, kaj si rekel, to drži. Smo imeli sestanke tam včasih, ne? To me je ostalo spominov, te tradicije. Pravi, da ne bomo imeli davkov. Eden je vprašal, ja, kako bo država živela, pa bomo odgovarjali še in še, kaj je oče. Mislim, to take voslarije, ampak drugačen sem pa zadovoljen bil, da smo zmagali do kraja. To je bil naš ponos. Prišli nas starši Italijani, pa Nemci, pa vsi skupaj, pa pljuvali za nas, pa smo jih zapodili. To je bil ponos človeštva. To je tradicija, da tu ne bom pozabil nikoli več. Da se nekoliko živijo. Priključitev. Pa da se slišiš slovensko pesem. Prej nismo imeli slovensko. To je tradicija. Da tako pojem karčem in govorim karčem. Tu smo pridobili. In nikoli nismo imeli. Zdaj imamo. Pa eni še zmeraj pravijo, da mi imamo pune kante kruha pa smeti v kantah. Pune kante. Pa še nismo zadovoljni. Pa kaj še naprej grabimo, pa lepimo, pa ni prav, pa tu, pa vuno, pa kaj pa. Dobro je, tako si misliš, si mlajši, ne razumeš. Jaz sem tako starejši, imam hmali 100 let, vem, kaj je bilo in kaj ni. Ne bi bilo, ma niti tako koška kruha ne bi bilo v kanto za smeti. Tako, niti tako. Jaz to vem. No, pa še, z očetom sem se enkrat primal. Ene nedelje sem prišel domov od maše. Lačni, ko zmeri smo čakali, da bo mama na tisti prtiček dala krožnike,
počasi, moja mama, ne vem, kaj je našla vse za jesti. Ne vem. In ko je bilo vse to pripravljeno in narejeno, moj oče, on je bil pivovodja, je bil na koru. Jaz pa spodaj. Sem bil vedno pri vrat, ker sem se sklival, da mi neko prime, koliko zmeri, ne. Da neko mi prime slabo, da bom zbežal ven. In tu sem parkrat izkoristil tudi za igrati na naček, medtem, ko je bila Maša. Mojemu očetu pa šlo v glavo, da lahko sem zunaj in je šel videti, je videl, da igram. Ko je bila miza pripravljena in tista za jesti, ki se pa bil za slišanje. Ja, igral sem se s tabo me delilo. Sem se bal, da mi prime s tabo, pa sem šel ven. Če je igral, polovico je razumel, polovico pa je tudi rekel. Pravi, fantek moj, kdo ne bo hodil k Maši, tukaj ne bo jedel. Tam v mizi, ti 4 krožnike juci. Edino to se spomnim, ampak še bolj, ki so govorili. En brat je bil v hiši, eden se je skrival in vsako toliko je prišel domov in je potrkal na ena vrata, če je bil kdo pri nas. So rekli, moc beži proč in on je zbežal. Če pa ni nobenega bilo, je pa prišel not. Pa so mu dali ta starejši jaz in vse tako. Ampak to se najbolj spomnim. Kaj ste pa počeli v življenju? Kaj ste delali? Jaz sem začela v šolo 5 let stara, sicer samo 2 meseca italijansko šolo sem 5 razredov naredila, ne, to je za časa fašizma oziroma Italije tako. Končala sem, ko sem bila 47 let stara, isto leto s hčerjo sva diplomirali. V glavnem sem naredila gimnazijo, potem sem diferencialne izpite iz pedagoške skupin, ker nisem imela štipendije, da bi študirala redno. In pa sem učila nekaj 10 let, na koncu sem v dijaškem domu končala kot vzgojiteljica. Na prvi stopnji imam slovenščino, italijanščino, na drugi stopnji pa pedagogiko. Tako. Kar so hoteli druge, da bi Nemci, potem pa partizani. Tam je bilo nujno tisto. Sem spisal na knjigi za moj. Piše noter vse. Napisal mi zdaj, Nemci peljali v Podgorje, delati tot. Je bila Dita, nemška Dita, tot. Je delala bunkerje, pa tako se izdelalo. Malo smo imeli Podgorje, tam sem hripal, veste. Srečil se, da sem hripal. Tam smo delali bunkerje, na Podgorju, ki je veliko, ta fronta naj bi prišla iz Jadranskega morja. Naj bi se skrcali tukaj na Jadranu. Jaz nisem imela nobenega poklica, ki sem bila ta najmlajša. Brat je pa šel delati, ki smo bili dvojčki. Jaz sem pa ostala doma, smo bili 3, oče, brat in jaz. In eden je mogel biti doma. In to sem bila jaz. Z vse. Nič. Nimam dostega lepega življenja. Tako pride. Kaj mislite, da je bilo v vaši mladosti boljše kot danes? Kaj pa Na vsak način narava je bila še neomadeževana, zdrava hrana in to je bilo sigurno boljše. Ni bilo toliko navlake. Sama sebi, recimo, mi je hudo, ko mečem to plastiko v stran, ampak tako je ratalo. To je bilo boljše. Zdravje. Pa letni časi so bili
opredeljeni, pomlad, poletje, jesen, zima, zdaj tega sploh ni več. To je bilo boljše. Slabše na vse zadnje pa dosti stvari. Po ene strani je bilo, ker sem bil mlad, pa tudi, pa čeprav sem rekel, da sem mlačen skozi. Sem bil mlad, razigran, pa smo igrali na Berlincenje. Vedno smo nekaj našli, ne, da se smejeti pa tu. Pa smo jedli. Ker smo šli iz šolja domov. Dobro, da smo imeli na Primorskem, kar za Notranjsko ni pojem. Da smo imeli rovgidence, smo imeli mašno grozje, fige, pa še kakšne šparone, pa fige smo imeli hlebčke, da je bilo nekaj sladkorja. Pri nas tukaj, smo imeli srečo, da smo imeli sladkorja skoraj dovolj. Če si šel v šole se zmej kaj pobiral, medtem ko recimo na Notranjskem tega ni bilo. In so umirali po tekočem traku. Tle pa nas ni bilo več. Ni bilo več tistega pokopališča, ki en del je bil za tiste nekrščene, za otroke. Otroci so mi. Pri nas v Poštah je bilo še malo, kaj vidno od poprej, ni bilo več. Niso, sladkorja je bilo dovolj. No, to sem pa tudi. Potem je bila pa vojna, ne? Pa jaz pa vojna skupaj, 14-15 let. Se spominjam, ko zdaj sem imel točno 12 let, ko mama sporočila, sem še spal na posli, je začela vojna, sem imel 12 let. In potem je bilo skozi, da bi, no, začetka ni bilo strahu, no, je bila je vojna, tam se tuče, potem pa zmeri bolj kriza, ne, in tako. Za mene ni bilo boljše. Ko smo imeli 13 let, jaz pa brat, ki smo dvojčki, smo mamo pokopali. Isti dan na 13 let. In kaj češ, 2 sestre so se poročile in od 15. leta smo bili sami. Jaz sem bila ta glavna doma in morala sem vse kuhati, vse rihtati in vse. In nimaš kaj, nimam dosti kaj povedati od življenja. Ja, to je bilo, kar je bilo. Kakšen nasvet mogoče svojim življenjem, bom rekel tako, bi dali mogoče mlajšim generacijam? Mlajšim generacijam bi bila rabila dosti nasvetov, ker smo jih razcrkljali in niso pripravljeni za bremena, ki jih življenje prinese. Starši mislijo, da če jaz nisem imel, naj ima moj otrok, tako so govorili. Samo tisti otrok ne ve, kaj pomeni ne imeti. In da bi vsakmu dopovedal, da ni center vesolja. Vesolje je zelo veliko in dosti centrov ima, tako da. Pa jaz vedno govorim tudi, da je zelo pomembna hvaležnost. Kdor ne zna biti hvaležen, ne zna biti srečen. To je zelo pomembno sporočilo. Že res sem napisala eni kolegici, že recimo magar travico ob cesti, že zato, ker jo vidiš, si lahko hvaležen. Ali pa ptič nekje zapoje, ker ga slišiš, ne. Ker če pol v življenju sem imela to, bi rekla, da sem vedno ne gledala tiste, ki imajo več, ampak nazaj se tisto množico, ki jih je mnogo več takih, ki so dosti na slabšem kot jaz. Mladim generacijam, da naj se držijo in naj imajo, kar imajo in naj so še tako naprej zadovoljni, da naj se ne poslabšajo. Če bi se vrnili nazaj, pa bi imeli opcijo živeti še enkrat svoje življenje. Kako je rekla Edith Piaf, že na regret rien, ne. Se pravi, da ne vem, jaz mogoče, če sem komu kaj narobe naredila, ne bi tega naredila več. Ne namenoma, ampak mogoče pa sem koga prizadela, to bi spremenila. Drugače
se je kar bogato življenje sem imela. Ne materialno, ne. Leta sem izpravila. Leta. Nesposobno se je telo ne dela več. Motorika ni več sposobna. Še nekako gre. Racionalnost še deluje malček. Ampak telo. Dosti bi spremenila. Vse bi dosti spremenila. In kaj čemo? To se ne da več spreminjati. Kakšne so pa najpomembnejše lekcije, ki ste se jih naučili v življenju? Moram reči, na vse zadnje dobro, jaz sem pol spremenila. Recimo sem rekla, smo v krščanstvu bili vzgojeni, marsikaj drugače gledam. Mogoče mi je bil plus tudi tisti prvi začetek, čeprav je bilo hudo, ker nas so strašno strašili s peklom, vse je bilo greh. Kolikokrat sem se po noči v strahu zbudila pred peklom, torej mogoče je po svoje pa tudi bilo dobro. No, si razumel ti sine. Da se razumel, rekel. Kdo me bo hodil k maši in da tisto trenutno ne bo jedel. Sem rekel, se tudi zdaj nima kaj jesti, nekaj v očetu. Sem bil zelo tako dolgo jezen. Še tudi zdaj imam komaj kaj za jesti. Če še tu mi vzame. Ja, pa kaj misliš ti, da bo kar tako? Čuj, tata, sem rekel. Še zdaj se spominjam dobesedno. Če sveti Tomaž je postal svetnik, ko je tiknil Kristusa, bom tudi jaz. Ne pridem Tomaž do mene, pa je do njega. Jaz sem tukaj me našel. Tu smo prišli do teh. Jaz skozi Lačan, on je pa bil nekaj predstavljal. Da če ta sin je šel igrati karte, ni bil več tisti, ki je bil poprej. Rekel, sveti, kaj pa ti znavi, kaj pa ti veš o tem? Ma povedi, tata, kaj je sveta trojica in sam Bog. Moja mama je komaj čakala. Da bo kaj takega. No, pa povedimo. Ta je nekaj zablodil, pa ni nič povedal. Enoimenski Bog, Oče, Bik, Sveti Duh, pa ena oseba. To tudi je neka zabloda, ki je tada. Jaz sem bil pod vplivom tistih starejših bratov, sem bil malo pod vplivom. On se rekel, da je, pa da ne, pa da ne. Smo tam meditirali. Tako da, ja pa povedimo, potem sem nekaj bil tiho in še dan se tiho. Nikoli več jaz in tata nismo govorili o tem. Pa sem hodil tudi k maši. Pa zdaj jaselca, sem pozabil. Tudi zdaj delam jaselca, pred 2 leta sem še, pa tudi zdaj bi naredil. Mi se dopade. To je tradicija. Tu je tradicija. Tudi jasel bi, pa čeprav pusti me večna luč. Nisem lahko tu. Pa sem videl tam pred noč, je tista luč svetila. Enkaj sem mi je začela tudi učiti. Sveta luč. Potem sem se spomnil na tistega mežnarja, ki je moja zmanjkala slama. Se spomniš to? Far in mežnar sta se zmislila, da ta narod, ki devira krščanstvo od vsega ostalega, so začeli ljudje malo razmišljati o krščanstvu. In par, ti mežnar je rekel, ti boš šel na podstrešje, Tanja Lukiča, in kaj bom rekel jaz, vžgi dol, da pomorite nevernike, ti pa slamco boš prižigal slamco. Naenkrat je slamca zmanjkala. Ja pa daj, prižgi dol. Naj gori, vse skupaj, ki ne verujejo. Ni slame več, je zmanjkala. In ta stvari so nas ta starejši učili. Mi smo bili tam 10, 12, 13,
Oni so pa v 18, pa so svoje ne sine, ne brate, ta so mlajše, napumpali in potem sem znal več. In tu z očetom so tukaj stavljali, nikoli več. To je tradicija bila. Kako ste se odločili, da se preselite v dom? Kako se počutite tukaj? Najprej za odločitev. Odločitev je bila malo sebična in sicer, da sem imela možnost dobiti svojo sobo. Meni mož 73 leta umrl, sem več kot 50 let sama živela in imam svoje navade in že iz obzira do drugih vem, da bi bilo mi težko. To je ena, sem dobila svojo sobo, drugo je, da sem hčerko razbremenila skrbi, ker ona živi v Ljubljani in imam zelo odlično hčerko, ampak vseeno na vsezadnje ima tudi ona 70 let, ni otrok več. In zato sem se odločila. Lagala bi, če bi rekla, da je kaj narobe, ker takega razkošja in pozornosti nisem bila navajena. Jaz sem imela 1,5-sobno stanovanje, imam polovico mojega stanovanja, zdaj tukaj sem dobila. Tako da res mi je... moram biti zadovoljna in si mislim, da vsi ljudje na svetu imeli toliko, ko imam jaz. In tudi, če imajo več, naj imajo vsaj toliko, koliko bi bilo lepše na svetu. Bi se počutil še doma samo. Zato sem prišel v dom, ker doma ne moram biti. Imam skoraj 28 leta, čez 3 leta bo bilo 100. Nekaj, ko bi... Imam eno hčer, ona še je umago poročena, imam prijateljcev v Ljubljane, blizu mene nisem imel najti, sem šel v Ljubljano iskati. Že 30 let, vdovc jaz, vdova ona. To je se pravi, jaz in moja prijateljca sva oba vdovca, že 30 let sva skupaj. Hči, kaj ćeš hči? Kaj ćeš mučiti? Ima ona tudi svojega sina, pa sin ima 2 otroka. Sin je doktor medicine na Golniku. Tako živimo, ne? Dok sem mogel, sem kuhal sam doma. Pred 2 mesecema sem kuhal sam. In lepo mi je bilo. Samo potem je pa... Ker sem imel prehlad močan in to... Potem ne vem še kaj sem imel, da sem imel neko zastrupitev. V domu mi je lepo. Imam pa 2 sina, sin vdova, že 22 let in še več 24. In sinu sem pustila hišo, eden si je naredil kampelo, tako je bil z mano in sem mu pustila stanovanje in vse. In je rekel on, mi te ne silimo, da greš v dom. Ampak sama se odločim. Jaz sem se odločila, da pridem sem. Je rekla, ne veste, tukaj bojo odprli zdaj nov dom in mislim, da te bo v redu. In nisem pogrešila, ker sem prišla sem. Bi je zelo lepo. Ja, vse novo, kamor se obrneš, vse novo in tako. Je v redu. Kaj mislite, da je najpomembnejše za srečno starost? Na prvem mestu zagotovo zdravje in na drugem mestu potem, če si človek miren sam s sabo, da nimaš kakšnih problemov. Zdravje. In jaz recimo imam svoj krog prijateljev, ki mi zadostujejo, ne rabim, ne občutim recimo osamljenosti, poleg tega sem malo zasvojena na stara leta z računalnikom. Zdaj si mislim, ni več škode.
razen kar o čem škodujem, drugače moram pa reči, nisem depresivna, ampak tako rada bi en dan kar odšla v večnost. Ribam dela družbo, tako sem se odločila. Ja, nisem depresivna, daleč od tega. Samo en dan je ta korak treba narediti. Jaz sem se povedala, več kot 200 pogrebnih govorov napisala in skupni imenovalec tistega časa je zelo podoben. Se pravi, težke gospodarske razmere, velike družine in s Primorci še fašizem, kar je tudi bilo posebno breme. Ta moje stoletje, se piše, v tisti knjigi se piše. To moje stoletje je bilo najgrešše stoletje na svetu, pa tudi najbolj napredno. Ne. Tehnologija napredovala, ne. Malo kaj govori. Elektrika, elektronika. Na Luno smo šli, pa to je napredek velik. Zdaj, koliko jaz sem imel tega napredka vprašanja? Koliko jaz sem tega napredka imel? Samo imeli tudi mi. Ni treba iti več po vodo z Golino dol, pod Bržino. Si pa imaš vodo. Kaj pomeni to za eno žensko, za eno mamo, ki ima 4-5 otrok? Kaj pa to pomeni? Je boljše zdaj, seveda, če to vzemo skupaj. Ni primerjave, ni elektrika, tista petrolejka, pa sveča, pa zdaj pa imaš. Pa ne samo to, tudi pokličeš New York. To je napredek, je izboljšalo, samo je tudi nevarnosti, so nevarnosti, atomska energija. Zato tudi tam je bil delček, je bilo lepo, delček. Klepa manj, smo že postopoma se to izboljševala situacija. Vse smo rekli, 29 leta je bila svetovna kriza, gospodarska svetovna kriza. Fašizem. Recimo v Istri je bila največja zima na svetu. 17 stopinj pod ničlo v Istri. Je vse pomrlo, oljk ni bilo več ne za toliko let. Kaj se to pravi? To se pravi, da tudi tukaj so bili momenti, ki so bili tako odpadli momenti. Ampak tisti mali momenti so bili poprej. Kasneje pa, moja mama se želela vode v hiši, bo gorel še, je bila letnih 10, kaj je ona potrpela v življenju. Ampak je pa skrbela skozi, da smo šli vseh maših stroci. Ona pa nikoli. Ni mogla jeti, pa bi rada šla, ni mogla, je kuhala tisto bogo, je kupila zmeri v nedeljah, ali pa zapravnega, je kupila tak posebno meso. Zakaj? Da je potem tisto meso dela krompirjo golaž, da vsak mu dala manjče golaža pa krompir. To je bilo življenje, pika, in nič drugega. Naprimer, jaz nisem imela nobenih nežnosti. Mi smo zadnje so rodili, smo dvojčki in 11 otrok sem jaz. Ampak 3 so umrli, 18 je bilo živih. Zdaj sem pa edina. Nimam nobenega več. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.